Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci lokalne slovenjebistriške televizije v mesecu, ki se že počasi preveša v drugo polovico. November zaznamujejo nadpovprečno visoke temperature, pa tudi obilne poplave kot posledica močnih padavin, ljudje pa na poplavnih območjih vijejo rokave ob izgubljenem premoženju, a visokim vodostajem ni videti konca. Zato bo tudi letošnje martinovanje kot osrednji ljudski praznik meseca novembra marsikje ostal v senci naravnih katastrof. So pa prvi del novembra obeležili tudi nekateri bolj pozitivni dogodki. Nekaj tega objavljamo tudi v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni pred male zaslone. Pa ne pozabite, v mestu prihaja ponovno kino. Osrednja bistriška gospodarska družba Impol v nov sistem upravljanja. Tednik Panorama in knjižnica Josipa Vošnjaka obeležila 100. napovednik Vošnjakovega kotička. V kulturnem mozaiku, ki poteka vsako drugo leto v Slovenski Bistrici, so se predstavile ljubiteljske kulturne skupine iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Na Trgu svobode v Slovenski Bistrici veliko martinovanje v čast novemu vinu. Neznani storilec je v tem letu podjetje Elektro Maribor zaradi nezakonitega priključka na nizkonapetostno omrežje oškodoval za okoli 6.000 evrov. V rubriki Lokalne novice objavljamo prispevke, ki smo jih posneli na Pohorju in v mestu pod njim. Na 3 krajih je v četrtek 6. novembra potekal 10. raziskovalni simpozij podjetja Impol. Uvodni nagovor je imel predsednik uprave Impola Jernej Čokl. Časi, ki jih živimo, niso najbolj rožnati. Slovenija se še ni uspela izkopati iz težav, ki jih je povzročila kriza leta 2009, pa nam po malem že grozi nova svetovna kriza. Napovedi gospodarske rasti v prihodnjem letu za Evropo, pa tudi svet, niso najbolj spodbudne. Na svetu se proizvaja vsega preveč, zato postajajo krizni cikli vedno pogostejši in vprašanje za vsako družbo je, kako v takem svetu preživeti. To je tudi vprašanje za družbo, kot je Impol. Krizo, ki je zajela Evropo leta 2009, smo dobro prestali in iz krize smo išli še močnejši, saj smo tudi v času krize investirali. Tako smo konjunkturo v Evropi pričakali pripravljeni. Na področju stiskalništva smo igralci, ki jih upošteva konkurenca. To, kar se nam je posrečilo na področju stiskalništva, nam še ni uspelo na področju valjarništva in zato imamo tukaj še vedno težave. Nismo še upoštevanja vreden igralec. Količine, ki jih proizvajamo v valjarništvo, so za zunanji svet relativno male in na nobenem področju ne izstopamo iz povprečja. To so stvari, ki jih bomo morali v obdobju do leta 2020 popraviti, če bomo hoteli prihajajočo in bodoče krize uspešno premagovati. To je sedaj naša največja razvojna naloga, ki bo terjala angažiranje vseh področij delovanja družbe in vseh nas. Rezultat teh prizadevanj bi naj bila proizvodnja valjanih izdelkov leta 2020 blizu 180.000 ton, danes jih proizvajamo cirka 110.000 ton. Stiskanih izdelkov pa preko 80.000 ton. Skratka, danes proizvaja sistem Impol 180.000 ton vseh proizvodov, leta 2020 pa bomo proizvedli 260.000 ton, kar je cirka 45% več kot danes. Približno za toliko bi se naj povečali tudi prihodki. Pot za uresničitev te ideje sedaj iščemo. Pri tem pa bo vloga vas, ki danes sedite tukaj, zelo odločilna, saj boste s svojim znanjem lahko pomembno prispevali k uresničitvi te smele ideje. Spoštovani,
Jesen je tukaj, je čas, ko poberemo pridelke, mi pa bomo danes pogledali nekatere dosežke na razvojno-raziskovalnem področju v naši družbi. Gre v glavnem za dosežke na področju aplikativnega razvoja, ki pa je za družbo Impol izjemnega pomena. Glavne značilnosti enotirnega sistema upravljanja in njegov pomen za skupino pa je predstavil dr. Borut Bratina z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru. Zdaj samo delovanje upravnega odbora, zakonska omejitev je 3 člani, Impol bo imel 5 članov, imena so že, torej skupščina je to že opravila, tako da je v bistvu kombinacija del oseb, ki so bile v upravi in del oseb, ki so bile v nadzornem svetu, se sedaj združi v en organ. In izvršni direktorji pa seveda ni potrebno, da so določeni vnaprej, to je v pristojnosti upravnega odbora, ki seveda ima tudi delavskega predstavnika v upravnem odboru, tako kot ste delavci prej imeli v nadzornem svetu, imajo sedaj tudi v upravnem odboru. Po enem sistemu, ker ste skupina, v bistvu koncernsko oblikovani, so seveda te volitve malo bolj zapletene, ker je potrebno upoštevati pač vse enote, vse tudi velikosti in tako dalje, da se to lahko izpelje. Pomembna funkcija je seveda predsednik upravnega odbora, ki v tem sistemu prej je predsednik uprave, je generalni direktor, največji izvršilne pristojnosti. V enotirnem sistemu pa se v svetu funkcija, 2 najpomembnejši funkciji v družbi, torej predsednik upravnega odbora in glavni izvršni direktor, so v praksi bile včasih v eni osebi, potem pa se je razvoj upravljanja pokazal, da to ni vedno najbolje zaradi tega, ker je potem prešibek nadzor, ni pravega korektiva za popravljanje napak in se vsej za velike družbe zahteva, to je tudi zakonska zahteva, da 2 najpomembnejši funkcije v podjetju ne more opravljati ista oseba. Dr. Franc Gider iz podjetja Busy na Easy je predaval o povečanju produktivnosti s pomočjo tehnike SMET, dr. Damjan Klopčar z Ljubljanske fakultete za strojništvo in dr. Anton Smolej z Naravoslovno-tehniške fakultete pa sta predstavila varjenje in oplemenitenje aluminijevih zlitin z gnetenjem. Marko Petrovič, Impol Lit, je govoril o razvoju tehnologije izdelave drogov za avtomobilsko industrijo, narejenih na prvi plinski liniji. Robert Skrbinek, Impol FT, je predaval o vgradnji dinamičnega podpornega valja na hladni valjarni B3, dr. Bojan Podgornik z Inštituta za kovinske materijale in tehnologije in Boris Hostej, Impol R&R, pa o izračunu in analizi integralne merilne negotovosti določanja nateznih lastnosti gnetnih aluminijevih zlitin v Impolu R&R. Nekaj več o novih priložnostih Impola na avtomobilskem trgu je povedal dr. Peter Cvahte Impol. O simulaciji nizkofrekvenčnega polkontinuiranega vlivanja je predaval dr. Božidar Šarler z Inštituta za kovinske materijale in tehnologije iz Univerze v Novi Gorici, o proizvodnji trakov za kompozitivne cevi Dušica Filipovič iz Impol Sevala, Dominik Strmšek, Impol Infrastruktura pa o urejanju zunanjega tovornega prometa v industrijski coni Impol. V zadnjem delu srečanja je Jure Stegne, Impol PCP, predstavil prenovljeno in dograjeno delovanje Cevisa Alumobil, Darja Špindler iz Simfina je povedala nekaj več o hitrejši pripravi poslovnih poročil, Branko Hmelak iz Alkada pa o big dati in napovedni analitiki. Ob koncu srečanja je povzetek simpozija podal Edvard Slaček iz Impola. Ob 100. številki Vošnjakovega kotička v tedniku Panorama sta knjižnica Josipa Vošnjaka in tednik Panorama v četrtek 6. novembra v prostorih knjižnice organizirala pogovor na temo obveščanja javnosti o dogajanju in prireditvah, ki potekajo med letom v prostorih knjižnice.
Direktorica knjižnice Patricija Breznikar je ob tej priložnosti prisotne novinarje seznanila s posameznimi dogodki in prireditvami, ki so postali stalnica v delovanju knjižnice in njenih izpostav v Oplotnici, Poljčanah in Makolah. Posebej je poudarila, da letos mineva 150 let ob ustanovitve bralnega društva, ki ga je na pobudo dr. Josipa Vošnjaka ustanovil Lovro Stepišnik. Urednica Vošnjakovega kotička pa je Natalija Stegne, zaposlena v bistriški knjižnici kot bibliotekarka. Tednik Panorama pa je ob 100. številki Vošnjakovega kotička namenil rubriki Barvno stran kot darilo za dobro sodelovanje med knjižnico in časopisom. Minuli petek, 7. novembra, je bila Slovenije bistriška športna dvorana ponovno polna, saj so nastopili ljubiteljski kulturniki in predstavili svoje delo v kulturnem mozaiku, ki ga vsaki 2 leti organizirata Javni sklad za kulturne dejavnosti in Zveza kulturnih društev občina Slovenska Bistrica, Poljčane in Makole. Na prireditvi so se predstavile folklorne in gledališke skupine, godci ljudskih viš, godbena pihala, tamburaši, pevski zbori, ljudski pevci ter Twirling klub Sašo iz Slovenske Bistrice. Omenjene občine se lahko ponašajo številnimi sekcijami, ki se redno predstavljajo v svojih domačih okoljih, na srečanju prireditve Kulturni mozaik pa gre bolj za medsebojno spoznavanje in informacije o tem, kaj počnejo drugi. V sekcije je vključenih vedno več mladih, kar pove, da ljubiteljska kultura ne bo zamrla in da se bo tradicija ljudske kulturne dediščine prenašala tudi na poznejše rodove. Škoda le, da je občinstva, ki bi spremljalo množični dogodek, kot je Kulturni mozaik, malo, kar pa še ne pomeni, da bodo ljudski in drugi kulturni ustvarjalci vrgli puško v koruzo. Letos v Poljčanah sem jaz hotela kandidirati svojo stranko na občinskih volitvah, ampak so me zavrnili. Zato sem jaz prišla zdaj v Bistrico prositi, da bi me čez 4 leta podprli. Zato, ker jaz vem, da ste tu, več vas je, bolj ste odprti. A bolj so inteligentni. Bolj ste inteligentni in imate rajše spremembe, čeprav letos na volitvah niste tega dokazali, ampak jaz vam verjamem, da čez 4 leta bo. In kaj smo zdaj mi 2 stolčekom pripravila je to, da imamo program, ki bi izboljšal življenje vseh in mi bi dejansko naredili avtonomno republiko neodvisno Slovenska Bistrica. Tak. Če me podprete, jaz vam povem, kar zdaj je konkretno povedala. Vsak, ko bi me podprl, vsak, ko živel v Bistrici, bi dolgo status kmeta. Ja. Dolgo bi vsak, ki bi dolgo novi traktor. Čist nov traktor. Čist novi traktor. Sam jaz ga darim. In boš tam še dolgo, ker zdaj smo tudi ga prodala za celo kampanjo, pa ni bilo nič. No, in bolj kaj bi mi naredili? Vse športne površine v Bistrici, kak je ameriški nogomet, kakva atletika, to bi vse preorali, pa bi gor posadili krompir, pa koruzo, pa žito, da ne bi rabili od drugih kupovati. Jaz sem študirala, da bi pol impola zaprli, pa bi naredili svinjske pa kurje farme. Svoje sveje domače. Svoje sveje, svoje kure, svoje jece bi imeli, to pa nimamo zdaj, jec ni, to je problem, da se nič tega naredili. In bi imeli vse svojo. In, ja, kaj bi boš poklical zdaj? Kako to? Ja, pa? No, zdaj bomo imeli pa diapozitiv. Diapozitiv? Ravno 4 kandidate, sam primer vrte mi. Toti naši politični stranki, ko smo mi 2 stolčekom naredila, se ji reče kmetijski, urbani, ruralni ceh. Kaj ti? Ja, pa ko si zdaj zamešal, hudič? Kak si rekla? Čak, kulman. Kmetijski, urbani, ruralni ceh. Tako. Gor vekite, tak? Da je transparentno, ne? Da bo To je naša prihodnost. Na prireditvi je o pomenu ljubiteljske kulture nastopajočim in občinstvu namenila nekaj besed Tanja Vintar, podpredsednica Zveze kulturnih društev.
V torek 11. novembra je potekalo na osrednjem Slovenjebistriškem trgu veliko martinovanje, ki so ga organizirali Občina Slovenska Bistrica, Rit Slovenska Bistrica, Društvo vinogradnikov Ritoznoj in konzorcij Ritoznojčan. Kdo je bil Sveti Martin in zakaj praznovanje Martinovega ravno 11. novembra? Po legendi naj bi bil škof Martin, ki se je rodil na Madžarskem v 4. stoletju našega štetja, znan po svoji skromnosti in pomoči revežem. Ker ni želel škofovske slave, se je skrival pred verniki, a naj bi ga bile izdale gosi, zato tudi Martinova gos. V novembru so se že predkrščanski narodi v tem času zahvaljevali za dobro letino in pašo. Ker pa v tem času dozori tudi vino, so praznik povezovali še z vinom. Cerkev je čaščenje keltskih božanstev združila s škofom Martinom in obredje prenesla tudi v krščanski čas. Ker je bil škof Martin pokopan 11. novembra, je bil ta datum razglašen za Martinov god. Je pa martinovanje danes zahvala za dobro vinsko letino in preobrazbo mošta v vino. V zvezi s tem so se v vinorodnih krajih tako v Sloveniji kot drugod ohranili številni običaji in kulinarična tradicija. Tudi v Slovenski Bistrici je bilo v torek zelo živahno. Na martinovanju se je zbralo veliko ljudi, ki so poskusili mlado vino in številne ostale darove jeseni. Svoj pridelek so predstavili posamezni vinogradniki, vinogradniško društvo Ritoznoj in konzorcij Ritoznojčan. Vino je krstil bistriški župnik Franc Brglez. Z vinom so obdarili tudi župana občine Slovenska Bistrica dr. Ivana Žagarja, ki je novo vinsko kapljico razdelil med obiskovalce. Dogajanje so popestrili člani folklorne skupine Klasje Šrešnjevca. Za zabavo in glasbo je poskrbel tudi ansambel Vrt iz Oplotnice. Na vrtni veselici povsod je nebo, se v ritmu polk in valčkov zaljubiš lahko. Spontane snade ženo z veseljem prišli, se z vami veselimo, saj naše ste trdi. Veselo si zabriskajmo, celo noč naj bo tako, žal nam nikdar ni bilo, on nam je lepo. Enkrat se živi, naj nikogar ne skrbi, če so glava že vrti, postanimo prijatelji. Vas zanima, kje je najbližji bencinski servis ali bankomat? Dobra restauracija. Kakšen je delovni čas trgovin? Na pametni telefon ali tablico si z Google Playa naložite aplikacijo Pirs. In brezplačno boste izvedeli vse, kar vas zanima. Pirs. Brezplačno na Google Playu. Živjo, kam hitiš? Si za kavo? Mudi se mi, imam še kup opravkov. Najprej moram na bankomat, k frizerju, v cvetličarno in rezervirati restauracijo za večerjo. Ustavi se, ti bom jaz pomagal. Ja, kaj pa imaš to?
Na svoj pametni telefon sem naložil PIRS Android, najbližji bankomat imaš tamle za vogalom, zraven je cvetličarna, frizer je v bližini, lahko takoj pokličeš, evo pa še številko od restauracije imaš tule. Odprem se ob 17. pa tudi navigacijo lahko uporabiš. Super! A to vse si takoj našel s PIRS za Android? Koliko pa to stane? Brezplačno je. Obišči Google Play in si prenesi aplikacijo. PIRS za Android. Najhitrejše lokalno iskanje v Sloveniji. Policisti slovensko-bistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so zabeležili 15 kaznivih dejanj, od tega 11 tatvin, 2 poškodovanji tuje stvari, 1 lahko telesno poškodbo in 1 nezakonit lov. Pragersko. Na gradbišču čistilne naprave je neznani storilec iz delovnih strojev ukradel nekaj delov in iztočil 30 litrov goriva. Škode je za 400 evrov. Iz lesene garaže pa je nekdo ukradel motorno žago vredno 180 evrov. Slovenska Bistrica. Iz zaklenjene kolesarnice je izginilo novo kolo, škode je za 880 evrov. Neznani storilec pa se je nezakonito priključil na nizkonapetostno omrežje in v tem letu Elektro Maribor oškodoval za okoli 4 do 6 tisoč evrov. Videž. Neznani storilec je iz delovnega stroja ukradel hidravlični regulator in podjetje oškodoval za 5 tisočakov. Zgornja Brežnica. Neznani storilec je z orožjem malega kalibra 3-krat ustrelil srno. Pečke. Neznani storilec je v stanovanjsko hišo vrgel več kamnov, s tem pa poškodoval 3 okenska in klubsko mizico v hiši. Škoda je za 300 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 26 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 7-krat. Spoštovani, informativna oddaja tega tedna se je iztekla, če pa se boste pridružili običajem ob martinovanju, pa bodite skromni, kot je bil sveti Martin. Morda kozarček mladega vina za pokušino, za volan pa s trezno glavo. Pa srečno do prihodnjega tedna.